Slovenske nevladne organizacije se trudijo hitro in učinkovito odzivati na humanitarne krize po vsem svetu. Pomoč nudijo prek svojih krovnih organizacij, zbirajo prispevke posameznikov in podjetij ter ustanov v Sloveniji in delujejo kot izvajalci projektov, ki so financirani iz sredstev, ki jih Republika Slovenija namenja za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Poglejmo, kje vse so bile prisotne po letu 2014. Adra Slovenija je leta 2014 prizadetim v poplavah v Bosni in Hercegovini in Srbiji poslala več kot 21 ton nujnih potrebščin: vode, oblačil, higienskih pripomočkov, odej in hrane. Finančne donacije pa so namenili za sušenje stavb, začasna zatočišča in hrano. Jeseni leta 2015 je beguncem v Srbiji pomagala z 9,6 tone oblačil, začasnih zatočišč, hrane in higienskih pripomočkov. Za žrtve potresa v Nepalu leta 2015 je z nizom humanitarnih dogodkov zbrala sredstva za nakup higienskih pripomočkov, zdravil, odej, veder za vodo, čistil in orodja za reševanje. Jeseni istega leta je na grškem otoku Lesbos v 2 sprejemnih centrih beguncem in migrantom razdelila 7700 obrokov. V letu 2017 je zbirala sredstva za nakup živil za najbolj ogrožene v južnosudanskem glavnem mestu Džuba, ki se je soočalo z lakoto. V letih 2017 in 2018 je v Grčiji zagotovila pomoč 276 prosilcem za mednarodno zaščito, zlasti zimska oblačila, dodatno hrano in higienske izdelke. Leta 2018 je v Indoneziji na otoku Sulawesi, ki sta ga prizadela močan potres in izbruh ognjenika, pomagala pri vzpostavitvi začasnih zatočišč za 3000 prebivalcev. Leta 2019 se je odzvala na posledice ciklona v Zimbabveju. V okrožju, kjer je zmanjkalo pitne vode, je za preprečitev širjenja kolere in tifusa 3500 družinam zagotovila zbiralnike za vodo in prečiščevanje vode. Žrtvam ciklona je pomagala tudi v Mozambiku. V letih od 2019 do 2021 je v Bosni in Hercegovini v nastanitvenih centrih pomagala prosilcem za mednarodno zaščito s psihosocialno pomočjo, izobraževanjem, pomočjo pri iskanju zaposlitve ter pripravah nastanitvenih centrov za zimo. Na Hrvaškem so po rušilnem potresu decembra 2020 v vasi Glina prostovoljci Adre pomagali 477 prizadetim gospodinjstvom in približno 1000 posameznikom. Adra je zagotovila hrano, zdravila, oblačila, higienske pripomočke, nujna popravila na stavbah ter pomagala pri pridobitvi državne pomoči in začasnih zatočišč. Forum za enakopraven razvoj, FAIR, je v Ugandi, ki jo pestijo vedno pogostejše ekstremne vremenske razmere, v sodelovanju z lokalno partnersko organizacijo v letih od 2020 do 2022 zagotovil 500 ranljivim družinam boljšo prehransko varnost in dostop do pitne vode. Humanitarno društvo Hrana za življenje je leta 2014 žrtvam poplav v Srbiji in Bosni in Hercegovini razdelilo 40 000 obrokov. Po potresu v Nepalu leta 2015 je razdelilo 70 000 obrokov, poleg tega pa razvilo program Midday Meal, ki od takrat naprej vsak dan razdeli več kot 3000 obrokov v 12 šolah v Nepalu, skupno doslej že 1 200 000. Rdeči križ Slovenije. Rdeči križ Slovenije se odziva na naravne nesreče na svetu. Tako je leta 2014 žrtvam poplav v Srbiji, poleg finančne pomoči, poslal še 41 tovornjakov skoraj 100 000 kg materialne pomoči. V Bosno in Hercegovino pa še 218 tovornjakov, skupno več kot 620 000 kg materialne pomoči. Na severu Bosne je sodeloval tudi v mednarodni misiji zagotavljanja pitne vode. Leta 2015 in 2016 je zbral prostovoljne denarne prispevke za odpravljanje posledic poplav v Makedoniji.
Prav tako je leta 2015 zbrana prostovoljna sredstva namenil po potresu v Nepalu za nujno medicinsko pomoč in postavitev začasnih bolnišnic, oskrbo s hrano in vodo, zasilna bivališča, obnovo bolnišnic, vzpostavitev satelitskih povezav in nudenje psihosocialne pomoči. Za prizadete v potresu na Hrvaškem konec leta 2020 je skupno prispeval 143.500 evrov, ki so jih zbrali posamezniki in podjetja v Sloveniji. Slovenska Caritas. Slovenska Caritas se v sodelovanju z mednarodno mrežo Caritas Internationalis in 162 lokalnimi organizacijami Caritas sprotno odziva na humanitarne potrebe po naravnih nesrečah in v humanitarnih krizah po vsem svetu. Naj naštejemo le nekaj največjih in najdlje trajajočih projektov. Izmed odzivov na katastrofe na Zahodnem Balkanu je bila še posebej obsežna pomoč Srbiji in Bosni in Hercegovini leta 2014. Takrat je zbrala več kot 500 000 evrov in na prizadeta območja poslala 24 tovornjakov materialne pomoči ter pomagala pri obnovi domov. Ob potresu v Nepalu leta 2015 je namenila 200.000 evrov pomoči za obnovo domov in vnovičen zagon dejavnosti. V Libanonu leta 2020 je za pomoč ljudem, ki so se soočali s posledicami eksplozije v Bejrutu, namenila 35.000 evrov pomoči. Po potresu na Hrvaškem je lani zbrala 362.400 evrov, s čimer je bilo kupljenih 40 bivalnih kontejnerjev, preostanek je šel za obnovo hiš. V sodelovanju z Mercatorjem je zbrala 22 palet prehrambnih in higienskih artiklov in jih odpeljala v Sisak. Poleg tega je lani pomagala še žrtvam potresa na Haitiju, žrtvam poplav v Bosni in Hercegovini, beguncem na poljsko-beloruski meji, v Bosni in Hercegovini in Ruandi. V epidemiji COVID-19 je poslala finančno pomoč Indiji, Pakistanu, začela zbiranje pomoči za Jemen, nudila pomoč Siriji ter pomoč otrokom in družinam ob hudi krizi v Venezueli, kot tudi tam živečim Slovencem. Za zdravila in denarno pomoč jim je skupaj z vlado leta 2021 namenila blizu 42.000 evrov. Njene pomoči pa je bilo deležnih še 350 venezuelskih otrok in drugih ranljivih ljudi, poleg tega pa so razdelili pakete s hrano v skupni vrednosti 20.000 evrov. Odposlali so tudi več 10 paketov zdravil za venezuelske bolnišnice, lekarne ter bolnike s specifičnimi boleznimi. V sklopu strateškega partnerstva in v sodelovanju z misijonarjem Pedrom Opeko je izvedla na Madagaskarju 2 projekta za boljše zdravje revnih in za pomoč otrokom in mladim pri izobraževanju. V teku so še 3-letni projekt Celostna oskrba sirskih begunk, žrtev nasilja na podlagi spola v Libanonu in večletni humanitarni projekti pomoči podhranjenim otrokom s hrano v Centralnoafriški republiki in pri šolskih obrokih s hrano na Madagaskarju. UNICEF Slovenija je leta 2019 v Jemnu pomagal podhranjenim otrokom in jim zagotovil več kot 800.000 obrokov terapevtske hrane. Za otroke in družine, ki jih je konec leta 2020 prizadel potres na Hrvaškem, je zagotovil več kot 200.000 evrov nujne pomoči, higienske potrebščine, zaščitno opremo in psihosocialno pomoč. Podprl pa je tudi delovanje vrtcev, šol, socialnih služb in zdravstvenih ustanov. Zavod Krog je leta 2014 prizadetim v poplavah v Bosni in Hercegovini v sodelovanju z ostalimi slovenskimi nevladnimi organizacijami poslal 146 ton humanitarne pomoči. Leto pozneje pa je 11 osnovnim in srednjim šolam ter vrtcem v Bosni in Hercegovini priskrbel pomoč v šolskem inventarju in računalniški opremi. Leta 2017 je beguncem v kampu Šid pomagal z oblačili, obutvijo, odejami in spalnimi vrečami. Leta 2018 je socialno ogroženim družinam v Senegalu nudil humanitarno pomoč v vrednosti 12.000 evrov. V času gospodarske krize in širjenja COVID-19 je leta 2020 v Egiptu več kot 100 ranljivim družinam pomagal s paketi s hrano, čistili,
razkužilnimi sredstvi, učnimi pripomočki in igračami. V letih 2020 in 2021 je v Bosni in Hercegovini institucije, organizacije in posameznike iz ranljivih okolij oskrbel z novimi oblačili in obutvijo ter medicinskimi maskami v vrednosti 48.000 evrov. Zavod Voluntariat je v okviru Evropskega programa humanitarnih prostovoljcev leta 2019 in 2020 poslal 28 evropskih prostovoljcev na humanitarne projekte v Togo, Senegal in Gvinejo. Prispevali so k boljši prehranski varnosti, zdravju skupnosti, izboljšanju dostopa do vode in sanitarij ter preprečevanju obalne in rečne erozije. V zadnjih 8 letih je 8 slovenskih nevladnih organizacij sodelovalo v najmanj 75 projektih. Najpogosteje so se odzvale na humanitarne potrebe v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Srbiji. Toda skupno so bile prisotne v 41 državah sveta.